Doktor Dovnik, minister za zdravje pravi, da ni tolikšne, da ni takšne krize v zdravstvu, kot v zadnjem času opozarjajo oziroma opozarjate zdravniki, ki delate v osnovnem zdravstvu. Kaj k temu dodajate vi? Kakšne so razmere v resnici in kako dejansko to danes vpliva na kakovost in varnost bolnikov? Jo je sploh še mogoče zagotavljati? Seveda minister ima svojo pravico, ima svoje oči, vsak neke stvari lahko vidi po svoje. Seveda obstajajo razlike, ni povsod enako, vendar opozarjamo pediatri, opozarjajo družinski zdravniki, opozarjajo šolski zdravniki, opozarjajo ginekologi, pravzaprav zadnje čase vsi čisto enako. Zelo, zelo verjetno je, da mi, ki vsakodnevno sedimo v ambulantah, stvari vidimo nekoliko drugače kot minister, ki seveda si lahko nekaj želi, sam pa zelo dobro ve, da kruta realnost je nekaj povsem drugega. Jaz si samo želim, da bomo uspeli nekoč priti do nekega sistema, kjer bodo pacienti dobili to, kar potrebujejo, takrat, ko potrebujejo, varno, kakovostno, ustrezno. In minister bi to moral seveda pomagati omogočiti. Zdravniki, zdravniške organizacije, medicinske sestre, njihove organizacije, vsi bi mu pri tem z veseljem pomagali, če bi seveda on se odločil, da to našo pomoč potrebuje. Naše delo, dan današnji, res je, da je sezona gripe, kar je minister pravilno opozoril, pa še ta se zdaj nekoliko umika. Naši pogoji velikokrat niso takšni, da bi jaz z svojim delom v ambulanti bil zadovoljen. Torej, delamo velikokrat po tekočem traku, veliko ljudi je že pred mano reklo, da imamo neskončno administrativnih obremenitev, od katerih naša kvaliteta obravnave naših pacientov in njihovih problemov pravzaprav ne prispeva nič dobrega k njihovi dobri obravnavi. Zdaj, delo po tekočem traku je pa nekaj, kar te izčrpava in pravzaprav veš, da storitev, ki si jo nudil, ni takšna, kot bi si jo želel. In to, kako se zdaj stvari dogajajo pri nas, je točno to. Primarno zdravstvo, kjer delam zadnjih 20-15 let, je trenutno tekoči trak, kar je nevarno za paciente, kar je nevarno za nas in dolgoročno ni vzdržno. In jaz si želim, da bi minister čim prej to naše sporočilo slišal in potem začel stvari reševati. Pa je združenju, ki ga vodite, uspelo predstaviti probleme in tudi možne rešitve ministru za zdravje, kajti ta je že v začetku svojega mandata obljubljal dialog z vsemi deležniki v zdravstvu? Jaz moram z velikim obžalovanjem seveda vas razočarati. Z ministru smo naslovili 3 prošnje za delovni sestanek. Na prvi 2, ki sta se zgodili oktobra in novembra, pravzaprav ni bilo nobenega odziva. Januarja smo mu poslali 3. prošnjo, kjer je pa potem relativno hitro prišla ena tabela, kjer so nas povprašali, o čem bi se želeli pogovarjati, naše predloge in pa tudi morebitne rešitve. To tabelo smo mi poslali, pa je spet minilo 14 dni in odgovora oziroma termina za sestanek še vedno nimamo. Seveda se bojim, da se bo ponovil prejšnji mandat, kjer smo do ministrice za zdravstvo prišli po 10 mesecih. Seveda pa se s tem nikakor ne morem strinjati in si želim, da bo nas minister čim prej povabil, saj naše združenje, ki ga vodim, v tem hipu pravzaprav ima čez 900 članov zdravnikov in zobozdravnikov. To je pa del zdravništva, ki pravzaprav si ne zasluži, da je ignoriran.